V Izoli se je pričela gradnja stavbe Centra odličnosti InnoRenew. Posebnost stavbe je hibridna konstrukcija lesa, betona in stekla, najvišja 3 nadstropja pa v celoti lesena, zato bo to največja lesena zgradba v Sloveniji. Kar bo prvo izvedeno je miniranje, tako da se potem prične z odvozom zemljine in pa skalovja. Nekako v avgustu je terminski plan, da se pripeljajo potem križno lepljene plošče, ki bodo pa dejansko šle da se bo videl tudi les. Takrat vas bomo povabili, da pridete pogledat. Septembra 2021 pa potem pridemo tudi na slavnostno otvoritev. Ob 3-letnici delovanja so v Izoli podpisali pismo o nameri zasaditve 3000 sredozemskih hrastov, s katerimi bodo na simbolni ravni nadomestili 837 kubičnih metrov lesa, ki bo vgrajen v objekt. Ker imamo 3. rojstni dan in zato, ker smo ambiciozni in ker vemo, da 3 ni dovolj, mi si želimo 3000 in seveda imeti večji vpliv tudi na družbo in na blaženje podnebnih sprememb. Zasaditev je podprla ministrica za kmetijstvo dr. Aleksandra Pivec. Ja, predvsem je to v stališča Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pomemben dogodek, tako iz vidika tega, da seveda s tem dodajamo teh 3000 dreves k že tako bogati gozdnati državi in nenazadnje s tem se aktivno vključujemo tudi z dejanji v izvajanje deklaracije o aktivni udeležbi Slovenije pri sprejemu in izvajanju svetovnih politik glede blaženja podnebnih sprememb. Ni manjkala pa tudi podpora ministra za izobraževanje, znanost in šport dr. Jerneja Pikala. InnoRenew praznuje letos 3. obletnico delovanja. Tako da mi smo zadovoljni z njihovim delovanjem, sedaj bo dobil tudi svoj dom v obliki hiše, ki bo obenem laboratorij. Bi pa rad rekel, da bi seveda želel, da bi slovenski raziskovalni drugi inštituti tudi imeli take ambicije, kot jih ima InnoRenew. Zato, ker ima res visoke ambicije in prav je tako. Začetek gradnje je pozdravil župan občine Izola Danilo Markočič. No, jaz se ne bi umil na Izolo, namreč InnoRenew je prevelik projekt in preveč dober, da bi rekli, da je samo Izoli prinesel. InnoRenew prinaša celotni Sloveniji neko dodano vrednost. Gre za investicijo, ki je v Sloveniji praktično tako veliki ni na tem področju. Gre za tudi način izvedbe zgradnje objekta, ki govorimo o lesu, o primarnem materialu in če k temu prištejem še veliko strokovnjakov, tako tujih, kakor domačih, in s tem se tudi odpirajo možnosti lokalnim prebivalcem in v širši regiji za sam razvoj na področju znanosti in pa tudi drugih področjih.